Ti in Joži sta vzela kredit Ja, in sta dala za plačo zaposlenim. Osebni kredit za plačo. osebni, tako. Ko sem delal to izobraževanje NLP praktik in pol kasneje tudi hipnoze in samo hipnoze, dobil zagotovo veliko novih idej iz novih znanj, katere prej niti kjer nisem srečal. Ta znanja ga res bogatijo in s to prepričanostjo res prav hipnotizira nasprotnike, tako da mu skoraj ne moreš reči, da ne boš nekaj naredil. Iz enega majhnega bazena, leta 1994, je danes po 32 letih neka velika zgodba. Ja, Ne bi mišel, še večja ratuje, ker da imamo 25-milijonsko investicijo. Knajp na Tur hotel. Računi, da je bilo lan, je prišlo že v bazene 3 milijoni obiskovalcev. nema heca. Joži, kako je bilo pa tebi v tej situaciji, ko ti je prišel Ivan domov in rekel, nimamo za plače, prosim, vzemi tvoj osebni kredit. Lepo zdrav, dobrodošli v novi epizodi našega podcasta Strategije odličnosti. Z nami sta danes Joži in Ivan Hribar iz najvišje ležečih term v Sloveniji, term Snovik. Ivan, Joži, dobrodošla. Lep pozdrav. Ta ideja, ta vizija term je začela z enim bazenom leta 1994 in zdaj po 32 letih imate kar nekaj, da se lahko pohvalite. Kako se je začelo in še enkrat čestitke za tako lep in čudovit projekt. Ja, hvala lepa za čestitke, seveda tudi lep pozdrav. Ja, zagotovo termalna voda v Tuhinjski dolini je bila že predtem več desetletij poznana. Konec 80-ih let pa so sprejeli neko odločitev, da je voda na nek način premalo topla in da se ta ideja opusti. No, to pa je mene nekako zdramalo, razjezilo, če tako rečem, ker vsa otroštva smo poznali to termalno vodo in tam tekla prosto, tam so tudi otroci že se not namakali. Še posebej pa zato, ker so po to vodo že takrat od blizu daleč hodili razni obiskovalci, jo vozili domov, imeli prepričane, da je izredno dobro deluje, pozitivno na zdravje, na prebavo, za saniranje poškodb in tako naprej. No, in skozi to sem nekrat dal pobudo, sklical bivšega predsednika krajevne skupnosti in pa domačina Strečkota Urankarja, lastnika zemljišča, in predlagal, da se prijavimo v nek projekt, takrat je bilo to v okviru Ministrstva za kmetijstvo, projekt Crpov, celostni razvoj obnova vasi. No, in tako smo skupaj z domačini začeli pod strokovnim vodstvom razglabljati, razmišljati, kako bi to že takrat poznano termalno zdravilno vodo koristili v turistične namene. No, in to je bila ideja za pilotni bazen in tako se je 94. leta ta zgodba začela. To je bil odkrit bazen ali pokrit? To je bil odkrit bazen, 200 kvadratnih metrov, globine slab meter, ampak že takrat smo mi sledili tej trajnosti, sicer ni bila tako, to še izrazito izražena, ampak naredili smo ga izključno z naravnim materialom, brez lopate betona, in ker smo to 25. avgusta odprli, od takrat je bilo to množica obiskovalcev in seveda vse to nam je dalo navdih, da smo šli potem pogumno naprej. Bravo. Joži, ti si bila vrsto let ravnateljica prav v tem kraju. Ne? Kako vidiš ti to povezanost term, šole, lokalne skupnosti? Od malega sem živela v Šmartnem v Tuhinju, ki je 3 kilometre oddaljen od teh term. Vsa leta sem, bom rekla, tudi svojo kariero
izpolnjevala v tem domačem okolju v Tuhinjski dolini, sprva kot učiteljica, potem kot pedagoginja in 23 let kot ravnateljica. In seveda, ko pridejo še te večji projekti, ki jih je Ivan vodil, Terme Snovik, si avtomatsko, bom rekla, z vsem tem tudi povezan tako in drugače. No. Tako da v bistvu je bilo to leto 94 pri nas res nekaj posebnega. Imeli smo res veliko energije, ne vem, ko to gledam nazaj, se mi zdi, da ko je res velika adrenalina, ko je res veliko odgovornosti, veliko potrebnega elana, da takrat pod pritiskom ali pa, ne vem, še bolje funkcioniramo. Tako smo leta 94 imela skupno uspešno zgodbo, rodila se nam je tudi hčera. In tudi sedaj, ko so terme v največji fazi, v največjem razvojnem ciklu, največji investiciji, se mi zdi, da je Ivan dodal še eno piko na i, da je treba še zbornik napisati. Tako da... Tukaj imamo ta zbornik Tuhinjske doline in to je neverjetno težk zbornik, je res? Ja. Torej, 2,56 kg. Aha, koliko? 2,56. 2,56 kg. In tukaj je v bistvu, kaj je vključeno znotraj tega zbornika? Zbornik vključuje 14 poglavij, upisana je naravna dediščina, v bistvu zbornik zajema to 30-letno obdobje in zato smo skušali najprej pogledati, kaj pa je bilo leta 94 v naši Tuhinjski dolini. Dejstvo je, da ko smo se začeli soočati s tem zbornikom, smo iskali pravzaprav tudi vire, kaj pa sploh v Tuhinjski dolini je. Moramo reči, da smo bili zelo razočarani. Čeprav v Kamniku izhaja obsežen zbornik, vsake 2 leti so bili članki v Tuhinjski dolini zelo, zelo redki. In to nas je nekako tudi spodbudilo, da pravzaprav res moramo Tuhinjci kar pisati sami v Tuhinjski dolini, tudi mi jo ne nazadnje tudi najbolje poznamo. Zato smo to občina Kamnik je takrat leta 94 naročila eno študijo. Avtor je dr. Žirovnika, Judita Mlinar Keren in pa Lojzeta Šinka, in to študijo sem potem v zborniku tudi povzela, da smo naredili nek posnetek stanja 94, potem je upisan razvoj term, potem šolstvo, turizem, vse krajevne skupnosti, podjetništvo, kmetijstvo, skratka, in pa na koncu pa je povzeto tudi ta razvojni forum, ki smo ga imeli avgusta 2025, in sicer Tuhinjska dolina, moč znanja in turizma za njen razvoj. Takrat pa smo imeli 12 eminentnih strokovnjakov, ki so delili svoje znanje in izkušnje in poznavanje Tuhinjske doline, in to prinaša tudi zbornik. Ta pregovor mi je pa neverjeten. Dobro delo je vedno srečo imelo. A to je res slovenski pregovor? Ja. Še nikoli slišal nisem tega. Dobro delo je vedno srečo imelo. Bravo, čestitke. Prvič za to lepo obletnico, za zbornik. Zdaj me samo zanima, kaj je bila formula uspeha? Kako to, da vam je vse to uspelo narediti? Mislim, ne govorim samo o zborniku, ker zbornik vključuje v bistvu rezultate vsega tega dela. Če pogledate zdaj nazaj, kaj mislite? No, jaz zagotovo lahko rečem, da seveda v sebi verjetno že imam neko podjetniško žilco, predvsem pa neko željo po ustvarjalnosti. Že od nekdaj lahko rečem, da se vedno, prav vsak zadev, ki sem se jo loteval,
da sem si nekako razmišljal, da to, kar delaš, da delaš nekaj koristnega za ta naš planet, za to našo skupnost, pa na koncu tudi za sebe. A ne? In to je gotovo en razlog. To drugo pa gotovo tudi to, da se znam oziroma znava zelo dobro povezovati s ljudmi, s krajani, s ustvarjalci. Zagotovo rečem, da v vseh teh obdobjih svojega življenjskega cikla ali pa delovne ustvarjalnosti sem imel verjetno srečo ali pa tudi znanje, ali pa tudi prav občutek, da sem vedel, znal si nekako okrog sebe nekako ustvariti ekipo, da če smo si nekaj zastavili, da smo tudi uspešno realizirali, da smo bili s tem tudi zadovoljni. Zdaj, ko sem že res, lahko rečem, izkušenejši, da ne bom rekel kaj drugače, vem in sem prepričan, da kako je pomembno, ko pereš en projekt, ki ga zaključiš, da na koncu narediš tudi likov žurko, ker to ti zmeri da energijo potem za naprej. To se mi zdi eno najbolj, seveda, pa drugo, kot smo že mi tudi dali temu našem razvojnem forumu naslov, da je moč znanja za njen razvoj pomembna, je gotovo tudi vsenehno se izobraževanje, tako kot po strokovni pati, lahko pa tudi rečem, da za zadnjih 15 let, mogoče še kjer več, da tudi to, kar smo mi sodelovali in ko smo bila tudi kar hitro, je bila žena za to, ko sem nekje zasledil, da en Aleksandar organizira nekaj izobraževanje NLP praktik, neurolingvistično programiranje, in tudi tam, lahko rečem, da dobil zagotovo veliko novih idej, iz novih znanj, katere se mi prej niti, kjer nisem srečal, ne v šoli in tako naprej. Pa večkrat tako razmišljam, zagotovo tudi, da se mi zdi to še najbolj pomembno, potrditve. Kaj je to moč v dobro, v pozitivno, v vztrajnost, v premišljene korake, in to je, lahko rečem, in pol kasneje tudi, ko sem delal to izobraževanje hipnoze in samo hipnoze, in tega se mi zdi, da je ta znanja kar zelo, zelo pomembna, in tudi ko razmišljam, da jih škoda, da bi bil mogoče lahko še bolj uspešen, zagotovo pa imel manj kakšnih travm, ko včasih tudi pridejo, če bi imel ta znanja že na začetku svoje razvojne poti. Bravo. Ja, Ivan je res, to pa res lahko potrdim, on je inovator in ima idej še za 1-3 življenja. To mu nikoli ne zmanjka, in dejstvo je, da ta znanja ga res bogatijo, in on, bom rekla, ima tako jasne misli in dejansko res je prepričan, in s to prepričanostjo res prav hipnotizira nasprotnike, in tako, da mu skoraj ne moreš reči, da ne boš nekaj naredil. To pomeni, ko on pride z neko idejo, Joži, ti rečeš, bomo naredili. Ali se kaj upiraš na začetku? Se borim. Se boriš? Zmeri se bori, pa še kako. Kaj rečeš? Dej še malo počakaj, ali ostaviš? Najprej ga skušam v neke realne okvire dati, ker je res včasih malo nadzemeljski. In je tudi zahteven, ne samo da ima ideje, je tudi zahteven, ampak vedno se tudi za sebe ta prva. Ja, vedno se pa res, bom rekla, lahko na njega obrneš in tudi dobiš, bom rekla, tudi mnenje, ne? Ker z mnogimi ti sam kimajo, kar ti ni, bom rekla, kaj dosti v oporo, on pa pove tako, to v redu, to ni v redu, jaz tako da se mi zdi, no, ne, se borim, poskušam okvire spraviti.
Ampak vidim, da ima tudi dejansko prav, pa bolj poskušam. Na koncu je zmeri zadovoljna, ki je tudi pri tem zborniku. Vmes je pa vse sorte. To je nekaj normalnega, da so različna mnenja, ki bogatita komunikacijo, odnos. Vidva sta prišla skupaj na NLP, torej na NLP praktiki in tako. Takrat si ti, Ivan, imel še zmeraj vodstveni funkciji, torej vodil 2 podjetji. Ti si bila ravnateljica v osnovni šoli, ne? Ja, že. In to je v bistvu kar zahtevno z vidika časa, obveznosti. Kdaj sta imela čas pravzaprav zaživeti, ko sta toliko delala cel čas? Ja, no, jaz sem tako prepričan, pa tudi tisti, ki me bolj poznajo, da jaz pravim, da je treba delati, ampak da je še kaj drugega tudi. Da je treba tudi žurirati, je treba imeti tudi iti na potovanja, je treba si vzeti nekaj dopusta. Seveda je pa vse to stvar organizacije, ne? In prioritet. Tisto, kar te več šteje, se mu več za to posvetiš in polkrat, če to združiš, pa da je to še v enem takem dosti normalnem ali pa zelo normalnem dialogu, pa to gre. Jaz danes moram še sodelavkam, so zdaj že nove sodelavke, ker jaz sem v podjetju Zarja, kjer smo sodelavci bili vseh 40 let, no pa sem da že veliko več, sodelavci. To smo bili tim, generacija, no in zdaj smo v glavnem vsi že v penziji. No in sem ravno sodelavk, sem rekel, smo hodili v Ljubljano na NLP praktik, petek, sobota, nedelja popolne, pa je bilo tam, mislim, da do 6 program, a mi smo pol 8 še kar zvečer v nedeljo bili tam pa kar pogovarjati. Smo bili že takrat tudi kar malo na nek način hipnotizirani, ampak smo se očitno tako dobro počutili, da smo si pa kar zato tudi vzeli čas in ustrezno tako organizirali, ki je bila Katarina še mehna. Moja mama popazila in tako. Skratka, če je hotenje, volja, se potem tudi čas najde in uskladi. Ja, no, če jaz dopolnim leta 94, ko se nam je rodila hčera in pravzaprav sva bila oba na začetku direktorovanja, jaz na začetku ravnateljevanja in še prednost se je tole ravnateljevanje sploh začelo, jaz sem bila dejansko v dilemi, ali sprejmem ali ne, ravnatelj me je nenehno izzival in izpostavljal pred učiteljskim zborom, da kot da sem že nova ravnateljica, jaz sem res to zelo tehtala in sem se dejansko vse odločila, da sem odločila za Katarino in temu posvetila, ampak ko sem zbirala besede, da mu en dan pred 1. majem povem, da jaz pravzaprav ne bom kandidirala, me je prišla ena sodelavka in rekla, pa ne, no, veš, da nas smeš to narediti. In me je skratka odvrnila, da nisem šla do njega. Po 1. maju sem me pa dejansko iz občine, iz oddelka za družbene dejavnosti poklical in rekel, da še tisti dan prenesem to prijavo, vlogo za kandidaturo. Tako da sem potem ta izziv, sem bila v dilemi, prišel domov, me je podprl, no, in tako, ampak velikokrat sva se pogovarjala, sploh pa njegove besede so to, da se mi zdi, da prav bolje funkcionirala, ker sva se razumela, da zdaj eden ima, ne vem, več obveznosti, zdaj drugi, da nekako sem ga razumela, da pride pozneje domov in tudi on mene, ker jaz sem bila le ravnateljica novo ustanovljene šole, kar pomeni, da sem bila VD imenovana maja meseca in je bilo treba postoriti vse, tisto leto ni bilo dopusta, pa ne samo dopusta, je bilo najmanj dvojno delo. In dejansko potem s to podporo, pa s tem, res pa je, da sem se tudi velikokrat nanj obrnila, ker mi je marsikaj znal povedati, kljub temu, da ni bil iz šolstva in me znal usmerjati. Tako da se mi zdi, da mogoče sva se prav iz tega vidika še bolje razumela in nekako znala dopolniti. Pa jaz 2 ure, pa on 3 ure, pa jaz 4 ure in sva nekako pokrila še s kakšno babico, pa je šlo. Res pa je, da sem se takrat tudi malo
da najdla pomoč glede čiščenja in tako da sem se malo glede tega razbremenila, ampak ja, No, jaz v tem lahko dodam, da jaz zelo veliko šolstvo in da jaz imam za enega večjih strokovnjakov in svetovalcev za šolstvo, ker to, sem jaz tega šolstva poslušal in ki so hodile razne učiteljice ali pa novi mladi pripravniki ravnatelje na razne inštrukcije, sem jaz tega ogromno preposlušal in tako da na šolstvo se zdaj jaz tudi res zelo dobro spoznam. Kako bi ti, Ivan, zdaj spremenil šolstvo vsemi temi znanji? Obstaja kakšna priložnost po tvojem za izboljšavo? Čeprav jaz moram reči, da pri nam v Šmartnem Tuhinju imamo zelo dobro šolo in drem, ampak dejstvo je, da bi morali še bolj otroke učiti, to sem rekel, s tem še drugimi veščinami in vrednotami in to predvsem v duhu spoštovanja človeka do te kulture, medčloveški odnosi in tudi te vsebine, ki smo jih mi na vaši akademiji poslušali, da kaj in to lahko ti pripomore tem, če imaš ti vero v ta pozitivno moč mišljenja, če imaš ti vero v sospoštovanje ljudi okrog sebe in to začevši pri otrocih, kot tudi pri učiteljih. Kot sem že rekel, da jaz res zelo veliko teh učiteljic poznam in vem, da nekaj je res, pa kar v tej šoli v Šmartnem, ki je bila ona ravnatelj, je bilo izredno srčnih, ustvarjalnih, pa še danes so. Nekateri pa žal hodijo zato, da hodijo v šolo brez poslanstva in s tem, če bi jih na ta način še bolj ene in druge motivirali, se več z njimi tudi ukvarjali na ta interdisciplinarni način, bi zagotovo bilo lahko večji uspeh, ampak predvsem sej tisto, kar nekako tako spremljaš, pa znanja od matematike in ne vem še kaj, je zagotovo, ampak predvsem se mi zdi te odnosi, človeški odnosi, te vrednote, to lahko tudi poudarim, da prav ta zbornik je v tem duhu nastajal, da ljudi povezujemo, da se med seboj spoznavamo, da med seboj komuniciramo in tisto, kar je na koncu, da se srečamo, se je lepo, z nasmeškom pozdravimo, besedo rečemo in gre naprej. Ker lahko rečem, da s tem zbornikom zagotovo še ni zgodba končana, ampak hočemo zdaj vsem krajevnih skupnostih obiskati, jim to podeliti in jim tudi, ker to ni sam zbornik, to je tudi priročnik, za en del tudi za življenje in za razvoj, za razvojni potencial, ki ga nam daje recimo to naša mikrookolje Tuhinjska dolina, Kamnik, ki imamo res neverjetne naravne danosti in kako na ta način povezovanja si skupaj zagotoviti še večjo kvaliteto življenja. Joži, kaj bi pa ti rekla? Kako bi pa ti izboljšala šolski sistem danes? Ja, šolstvo se je spremenilo. Zame je bil to najlepši poklic in če bi ga izbirala, jaz bi bila zagotovo še enkrat, bom rekla, vsekakor bi svoje mesto najdla v pedagoškem poklicu. Kaj jaz vem, jaz nekako rečem, res je bilo nekaj let nazaj, ampak mlad kolektiv sem imela v bistvu, ki pa je bil zelo naklonjen spremembam, inovacijam in tudi, bom rekla, pripaden tako učencem kot dolini in tako takrat, bom rekla, so vse učiteljice, ki so bile v Tuhinjski dolini, so tudi poučevali v Tuhinjski dolini in tudi prevzeli recimo vodstvo podružničnih šol. Zdaj pa je
teh učiteljic vse gre ven iz kraja, ker da je pretežko z domačimi in tako naprej. Meni pravzaprav ni bilo nikoli težko, nikoli nisem bila v konfliktu, nobenem svoji funkciji. Dejstvo pa je, ja, spremenilo se pa je nekako otroci in bom rekla, naši otroci tako. V Tuhinjski dolini, če se spomnim leta 96, prav veliko staršev ni, bom rekla, vsakodnevno spremljalo svoje otroke, daleč od tega. Učenci so sami prevzeli odgovornost za šolanje in to se jim je tudi poznalo tudi v srednjih šolah. Bili so odgovorni in tudi očitno smo jih opremili znanji, ki so za uspešno šolanje bili potrebni. Res pa je, da v teh letih se je vloga staršev vedno večala, ampak to v pozitivnem smislu. So otroke podpirali, podpirali so avtoriteto učiteljev, skratka, lahko rečem, sem imela zelo, zelo pozitivne izkušnje. Dejstvo pa je, da sedaj pa otrokom morda malo manjkajo meje, preveč so, bom rekla, na omrežjih in se vzgajajo tam. Velikokrat dobijo starši neko zaslombo ali pa, bom rekla, hvala Bogu, se potegnejo za svoje otroke, kar ni nič narobe, če imajo prav. Narobe pa je, če ga podprejo pri lažji ali pri, ne vem, izogibanju in tako, to pa ni okej. In hvala Bogu, vsaj v našem okolju nisem se znala še te odvetniške poante, ki rine po vseh porah tudi v šolo. Tukaj se je dejstvo, da se je spremenilo in vse bolj so tudi starši zahtevni do šole. Ni narobe, če je zdrava zahtevnost, ni narobe. Ampak če pa ne gre za zdrave odnose, je pa to zelo narobe. Mi je hudo in žal, ker velikokrat zaznam, ni več tako, kot je bilo. In ne gredo s tistim žarom in s tistim veseljem in s tistim zagnanostjo, predanostjo k pouku. To me pa na nek način žalosti, ker vendar je to res lep poklic. No, jaz moram reči, da sem prepričan, da mi s tem aktivnosti, ki jih pelamo v naši dolini, ne, bomo sigurno marsikaj prispevali k temu, da bo ta klima bolj pozitivna, če bo sodelovanje in če bo medsebojni odnos in dialog. Kako sta uspela v tako zahtevnem delovnem okolju potem vzgajati hčerko, ki je zdaj dejansko prevzela tudi vodenje enega podjetja in če prav razumem, bo prevzela tudi drugo podjetje. Kako vzgojiti podjetniškega otroka? Je bila tam stroga meja, je ona rabila čez poletje iti kaj delati tudi, kako? Zanimivo vprašanje. Po mojem prepričanju in definitivno, da mi se doma v podjetništvu ali pa v tem, da bo ona firme prevzela, pogovarjali nismo nikoli. Jaz sam pri sebi, pa sem že parkrat potiho sem razmišljal, da ona šla tudi v šolske vode. Ker vem, ker je bil tudi en tak zelo velik zrelostni izpit, namreč mi živimo od šole 250 metrov. Ne, in to je čisto v neposrednem okolju, ampak mene je tudi malo skrbel, ker vem, sem v sošolko, ki je bila mami tudi učiteljica, pa smo to zmeraj imeli kakšne take malo manjše Ibengel, kako bi človek rekel o tem, ampak je Katrina zaključila, da v let, ko sem na koncu ima čestito, sem rekel, neverjetno sta enega konflikta v celem šolskem obdobju ni bilo, z učiteljcem se pa učiteljem super razumeli in imeli skozi, nikoli ni bilo, da
bilo kakšne, imeli so me kakšne konflikte, sošolci, a pa z učiteljem in tako naprej. In pol tudi z tega ven sem kar gotovo šolo, pol Katarina tiste čas je tudi na Citri igrala, ena učiteljica to je bila vsa blažena, pa sta naštudirale pesmi, pa sta imela nastop na Kamenškem sedlu, pa sta imela nastop pri polnočenc na Veliki planini, pa tako da to sem v tej smeri razmišljal. No, ampak kaj je bilo pa treba je na gimnazijo, v srednjo šolo, je bila kar hitro odločena, da gre v Kamnik na gimnazijo. No in tam so pa že začeli, so me te razne interdisciplinarne zadeve, pa je pa že tudi neki izmenjavi, Švedska, pa tako okrog. Francija, Nemčija. Pol je bila tudi priložnost, to še delnik, ne vem točno, ampak dvakrat je šla v Anglijo na tisto intenzivno izobraževanje angleščine, enkrat že mislim, da v osnovni šoli ali kako. Skratka, to je šel kar ta proces tako naprej, je pa res sama že, da ne vem, s 15 ali 16 letom že izrazila željo, da bi delala v termah. In tudi je, skoraj vseeno, ne vse, ampak večji del počitnic je ona to lepo gordija tapora pri Sobrcah, po Augustin, tako in tako. No, enemu tretjemu letnika pa je pride na misel, da zdaj bi šla pa ona delati pa na morje. Mi smo dol Izoli imeli na predmajček, da te probe mi zrihta, da bi šla v te toplice, ali kaj že tam, v Strunjan, Krka. To, če bi šla, no, kličem direktorom, sem se jih poznal, pa da bi delala na recepciji, ne, ni prav, ne, to pa nam delajo sam zaposleni, ne. No, čez nekaj dni me pa kliče, prav veš, če bi pa prišla, lahko bi pa pri Sobrcih delala. Ja, povem, ja, prav, ja, bom. En mesec, ja. Prav, sam veš, bi pa še rada, da bi še ena sošolka. Da bi še ena sošolka, da bi dol skupaj tam v tistem našem partnerju. Ti se to hitro zmeni vrhunsko. Zjutraj ob 6 biti na delovnem mestu, do 2 in to sam 17 let stare punce, lepo s kolesom, tja, dam, če je bilo popolne v 2, da 10 je tako neverjetno. In še tako zanimivo, da je tako zadovoljna, pa še ne sem to, pol kasnej, določen od teh kolegov, ki jih dolkar tudi nekaj naprimam, so večkrat kar za Katarino pošiljali ne pozdrave, pa to se je, ta punca, pa se kar zna tako asocializirati. No, ampak potem pa zaključ srednjo šolo, ja, kaj pa zdaj, ja, faks, ja, ja, kaj pa, ja, ekonomijo, no, pol pa jaz sem pa tudi hodil na to podjetniško na Geja College. Geja College je mu tudi takrat to razpisan, ta faks, rekel, kaj, a bo šla tudi, ja, bom šla tudi to, pa jaz sem šel z njo, seveda. No, in pol se kar ona odloči, da bo to delala ta na Geja College, ker pa spet je bilo možnost je tudi v tujino, tako in drugače to študirati, no, in tudi skozi to je dobila veščine, no, pa seveda sem rekel, ja, ko imaš možnost, smo se prijavili preko nekega Lura Ljubljana za štipendiranje, no, in mi v Zari smo jo dali štipendijo, ne. In pa to študirala, no, pa je študirala, ja, kje soš pa zaposlila? Ja, bom v Zarje, no, in se je prijavil v Zarjo za da je postavljen kot razvojni asistent in tako. In potem se je pa pokazala priložnost, no, in seveda pa je tudi veliko vodila te projekte po termah, pa na teh mednarodne neke projekte smo jo že vključili, pa na neke specializacije, kar tako spontano šla. No, in kar smo imeli direktorja, ki eno obdobje, kot da ne bo več, se pogovarjamo tam, kdo pa bi zdaj bil direktor, ne, jaz sem, ali sem bil direktor, pa prokurist, pa tako je to če zdaj. Je pa kar take družbenik, s katerim smo zgodbo začela v termah, ker to je tudi ena zelo pomembna,
zadeva, ker smo se 94. odločili, da on da zemljo na razpolago, določila ceno in on je tudi postal sorodnik prav, ja, tam kar ustali. Ja, zakaj pa ne bila Katarina? Mi dva, jaz malo sem potihen že, ampak tudi slučajno ne, še sem mi zdaj tudi če malo pragmatiko. No, pa še te drug kolega družine, ja, to pa bomo mi naredili intervju, no, in potem je kar to postala direktorica, pa mislim, da z enem pravim žarom in zagotovo lahko trdim in rečem, da mi ne bi zdaj v takem velikem razvojno-investicijskem ciklu, če ne bi ona to vodila, ampak ona je pa spet zdaj mreži in dela svoj krog teh sodelavcev, ki so njihove starosti in to, in zato je tudi to eden od teh recimo razlogov, da smo se odločili za to investicijo in da bo zdaj ne 5 let dela gradili, pa dela, pa naprej tudi to. No, ampak pa še jaz lahko dodam, Katarina je hodila vseh 8 let na šolo, na kateri sem bila jaz ravnateljica, ampak dejstvo je, da jaz nisem vseh 8 let enkrat enega učitelja vprašala, kako Katarina je, kaj zna, kaj ne zna in tako naprej. Jaz sem jo spremljala ves čas, vedela, da je v okvirih, se je bila pridna v šoli pa vse in mož je kdaj šel na kakšno predavanje, na kakšen roditeljski sestanek, na govorilne ure, pa nobeden. Ne on, ne jaz. A sta bila stroga starša, sta ji jasno postavila meje, kako, ker tu si rekla prej, da nisi ti marala, ali pa ne maraš, da starši ali pa odvetniki hodijo na šolo in se neki borijo za svoje otroke, še posebej takrat, ko otrok počne nekaj, kar recimo laže ali pa naredi neko škodo, kar v resnici je pomembno, da se mu pokaže mejo ali pa pove. Jaz mislim, da sva je, bom rekla, spontano postavila, ni štrlela navzgor, bila je v okvirih, no, nobenih težav nisem imela. Tudi res nikoli nisem, jaz sem vedno rekla, če bo kaj narobe, povej meni. Ali bo manj prijetno, ali bo zelo neprijetno, tudi ko je hodila ven, logično, sem jo šla vedno iskati in se mi tudi vedno rekla, gledaj, če se karkoli zgodi, želim, da mene pokličeš, ne vem, enega, tretjega, četrtega, petega in ne vem, znala je, poštevala naj je in da bi rekla, kakršnih koli spadov, ne vem, nismo imeli praktično ne slabe izkušnje. To je pa tudi to, da smo se veliko pogovarjali, da je tudi karakter, ki je tudi za žurke, že od nekdaj, ker to bo prav zanimivo in to zdaj, da zadnje čase večkrat mi to pride na misel, ki sem jaz včasih bolj pozno domov prišel, ampak zaradi službenih obveznosti, tako ali drugač, pa me je ona začela tam neki klincati, ne. Pa pravim, kaj pa je, mi smo imeli obdobje doma tudi ribe postrvi. Se rekel, da bomo delali se zato, da ene postrvi zunaj spečemo. Pa ona vedno to tudi bila za to, ne. Katarina, ki je bila še mlajša, hitra pult, steče gor dol, sosede sta svakine, ena hiša, naslednja pa še svak, jih je povabila, prav, a boste prišli, oči bo ribe pekel. In smo že večer skupaj bila žurka in tako spontano. In tudi če zdaj, tudi s temi bratranci, sestriča, so neverjetno tudi povezani. In to se mi zdi, da če tako daješ, vzgajaš na spontan način, da se tem potem tudi to pol vrača in da je to tisto več vredno, če vzgajaš z zgledom, kot pa z nekem prepovedi, to je lahko, to ne, in tako naprej, in da potem to kar spontano postane. In jaz se za sebe lahko rečem, da pri sosed je tudi od Jožina Čakne, ki je bo tudi veliko pri meni, zdaj neverjetno velikrat izraža to hvaležnost, kaj sem vse tako na nek spontan način dobrega predstavil in je tudi zdaj, kar sam po sebi meni prav na nek način malo hecno, ker doma sploh nimo te vrstne vzgoje, je postal podžupan občine in pa sila uspešen podjetnik,
In še zmeraj, ko pa pridemo skupaj na te razne praznovanja, to je pa tista iskrena, ta prava, tudi žurka in energija in smo vedno vsi zadovoljni. Bravo. Zdaj govorimo o nekih pozitivnih dogodkih, pa me vseeno zanima najtežji trenutek, mogoče ravnoteljevanja ali pa podjetništva. A se spomnite kakšnih takih trenutkov, ki niso bili lahki in kaj ste takrat rabili narediti, da se šli čez to? Mogoče najprej tebe, Ivan. Si imel kakšen tak trenutek v karieri? No, seveda je bilo, ker to logično. Če zelo nazaj pogledam, tam 85 leta, to sem bil tudi res zelo mlad, pero je najbolj zahteven energetski projekt v Pertinskem kombinatu Pivka, ki je še danes ne vem kako, da me je takratno vodstvo firm to zaupal, ker je bil res po strokovni plati in po finančni res nenormalno zahteven in še medij, ki je zelo nova, amonijak pa tako naprej. In iz tistega projekta in tudi tam sem že očetno znal, ki je bilo veliko starejših od mene, ampak smo se neverjetno dobro, kot rečemo, štekali. In 3 mesece sem bil vsak dan zjutraj od tam 7:30 sem šel v Pivko, pa zvečer ob 10:11 domov. 3 mesece, razen 2 dni, vsak dan smo delali. To ne vem, kaj bi danes rekli za odklop, pa te zadeve. To bi veliko tako ampak res, to po vseh kriterijih. Ampak pa sem pa videl, kakšni smo pa tudi res ljudje, slaba stran ljudi. Pivki je bilo pa že takrat generacijski preskok in je prišlo do to hladilnico, pa ta energetsko potem vodil en Joško, ki je bil mojih let, ne. Bil pa starejši gospod, ki je bil tik pred penziona, ki je prej to vodil zadevo in niso bili to generacijo, niso se poštekali. In ko smo že mi to vse že obratovali in tako naprej, pa tam čez 1 mesec, pa 2, ne težko rečem, me ob 3 zjutraj kličejo, hladilnica je nekaj narobe, tlak pada, nahladil te komara, ki je mogel čez noč, piščanci bili zmrznjeni na -19 stopinj, me kliče prav, prid dol, jaz bo zjutraj ne upam počakati šefov, ker bo šlo toliko vse v nič. Grem, seveda, tu avto dol, pelem, celo pot se sakiram, kaj da je, potem sem prišel skoraj dol, ne. Kako mi je zdaj to rešil, ker sem tudi si imel to res veliko odgovornost. Pridem dol tam pol 4:30, grem do teh agregatov hladilnih, gledam, dela, že po glasu vidim, da nekaj ne vleče tako, gledam termostate, presostate, vidim in termostat, da je čist nazaj zavrten. In gledam ga, v drugo smer zavrtim agregat, kar zatul, začne normalno delovati, še malo počakamo, že vidno, da gre temperatura, da se spušča, tam je že +2, mogel biti pa -30, da že, in kaj je bilo, ta starejši gospod je tega mladega šefa sprobal, koliko zna in koliko ne zna, in mu je dal to večer, ki je zaključil smeno, to nazaj zavrtel, ne. In to se je 2-krat zgodilo, jaz nisem hotel nič komentirati, veliko govoril, no, ko sem šel drugič še dol, sem že majčkeno manj bil napet, ampak sem sam odločil, pa peljal kolega s seboj in tretjič, da smo prevrtali tam tisto uho, kot se temu reče, pa zaplombirali in potem se ni več to zgodilo, ne. Hočem to povedati, mislim, bil me res strah, mislim, neverjeten, po drugi strani pa tudi videl, kakšni smo takole ljudje. No, drugo pa če še take, sam en še primerček, to pa že pol, ko smo delali v termah, ne. In mi smo 2001 začeli to zares graditi in peljali ta razvojni cikel 7 let, da smo pač te notranje zunanje bazene zgradili, apartmajsko naselje, to je bilo zaključeno 2007-2008 in potem se je začela ta ekonomska kriza in to je bilo res muka, ker ni bilo zadosti prihodkov, bile so obveznosti
In jaz sem mu, pa še zdaj, no, čeprav zdaj nisem več tako opet, jaz sem mu zmeri to eno najhujšo moralno obveznost, da jaz 15 ne bi dal zaposlenim plače, ali pa da bi mi slučajno blokirali, ali pa šli v izgubo. To sem vedno v sebi, da moram biti in da sem tudi sposoben, da bom to, no, ampak takrat je bilo res težko in to je tudi prišlo zelo do izraza, ker so se med seboj zelo dobro tako štekali, da je bilo treba 14, ker niso prišli na vsak svoj kredit vzeti, ker smo ga ne več dobili, da sem 15 dal lahko plače. Torej, ti in Joži sta vzela kredit in sta dala za plače zaposlenim. Osebni kredit za plače. Osebni, tako. To je bilo enkrat oziroma dvakrat, se je zgodilo še, pa še recimo vse v enem primeru je bilo to, da je bila taka travma okoli tega, ker smo imeli projekt tudi financiran nekaj iz evropskih sredstev, ne, in bo mogli tisti denar dobiti, če bi tisti denar takrat dobili, tako ki je bilo pa ne, se je enkrat, ne bilo te težav, ampak birokracija, ne, in ti si bilo pa res tako, res težko, ne. Drugače pa prav hudih... Oprosti, Ivan, sam toliko bi te vprašal tebe, Joži, kako je bilo pa tebi v tej situaciji, ko ti je prišel Ivan domov in rekel, nimamo za plače, prosim, vzemi tvoj osebni kredit, torej ti si tvojo službo plačo ravnateljce zastavlja za projekt. Jaz sem razumela, preprosto razumela, ker sem mu polno zaupala. Mislim, ker je vedno delal in tudi videla sem, da on v bistvu je imel to projektno vodenje, enkrat je bil projekt, ki je bil zelo uspešen, pa se je potem pripravljal nove projekte, ta cikcak diagrami in nekako je tudi takrat videl, da ima projekte pred seboj, ki še niso zaživeli, pa bodo. Tako da, ko je bilo to, tudi meni nekako sem čutila, da pač ljudem je treba dati plačo in ne vem, zaupala smo, da bo vse se prav izteklo in se tudi vidno je. Mislim, jaz imam podobno izkušnjo. Tudi to je bilo ravno po tej krizi 2007-2008. Nam se je sicer to poznalo par let kasneje in banke nam niso hotele več dati kredita. Mi smo imeli že kar nek velik kredit in ker banke dajo najrajši kredit osebam, ki ga ne rabijo. Ja, če ga nekdo rabi, ga noče dati. No. In takrat sem tudi jaz rekel doma ženi in ni bila tako navdušena, da moram hišo zastaviti, torej lastno hišo, ki lahko izgubimo, ne, da sem lahko potem dal plače zaposlenim. Sicer potem se je nekako išlo, da so se nas usmilili, ker sem še parkrat šel tja, sem rekel, da pač kaj še lahko naredimo in smo potem najdli nek kredit še dodaten z neko izjemno neprijazno obrestno mero, smo šli na roko, ne. In takrat sem res postal tudi jaz izjemno občutljiv, da sem previden bolj. Do takrat mogoče sem bil bolj nekega svobodnega duha in tisto me je nekaj naučilo, ne, da je treba biti pripravljen tudi na neke težke situacije. Ne. Zdaj, a takrat podjetje samo ni imelo toliko sposobnosti, da bi dobilo kredit še dodaten? Ne. Ampak ravno to, kar si rekel, ne, to so banke, ki so, to imam tudi izkušnja, zato se iz njih pri takih projektov brez kreditov ne moraš pelati, in tako naprej, to, kar imamo zdaj v Termah. Tudi prej smo še bili konzervativni pri tem, tudi sicer sem jaz konzervativen pri tem. Je pa dejstvo, to sem pa imel kot za svetinjo, da hiše pa sem rekel, ne bom nikoli zastavil. In jo tudi nisem. In pa sem tudi potem prekinil z določenim bankam zato, ker so hoteli. In sem rekel, v življenju sem že toliko ustvaril, da in vedno gledal na to, da v vseh teh letih, ki je več kot 30 tega menedžiranja, nisem nikoli bil na to pripravljen, ampak še zdaj, ki smo delali za to investicijo, so določene še zmeraj tako konzervativne in tako toge in tako, rekel, antipodjetniške, če bi tako rekel, tako da je to res težko, ampak
Je pa tako, kot je že ona prej rekla, no, mi kot Zarja, ker jaz sem v Zarji v firmi od 72 leta, prvi 6 let štipendist, pa pol naprej tako rasel, kot pač nekako je bilo normalno za mene. In sem se zmeraj tega držal, ne. Ampak tisto, kar je tle v Zarju tako, da so projektov menedžirani, so projekti, ker velik projekt, pa pol manj, je pa tako, no, da jaz sem zmeraj to strategijo, da smo zelo projekte, da smo jih zaključevali, uspešno dali piko na i in da to funkcionira, ne da smo šli projekt čez projekt, kot danes vidim, njih sam hlestajo po poslih, potem pa ne morejo to narediti, potem so pa reklamacije, potem so pa travme in težave. Bom pa še reči, da smo želik na to spomnil. Sem zdajle, ker ta projekt, ker jaz ga ko menedžersko vodim, ga jaz še skrbim, po vseh se je drugače delajo tako ostali. Uprosti, samo toliko. To je največji projekt, ki ga zdaj delate, to je, mislim, da je 25 milijonski. Ja. To je zdaj največji projekt v zgodovini podjetja? Podjetja. Teram, da je neenkrat, da se pere tako, ker prej smo, one projekte smo tako delali sukcesivno. Pa enega zaključite, se pa da tako prekrivajo, da moramo eno drugo narediti, ker hočemo imeti hotel 4 superior, pa da je hotel povezan, da grejo lahko v ta wellness, v bazene, v šlafro, kot se temu reče, ne. Sam, ker smo se to odločili, pa seveda je pa to potrovalo tudi ta nek razpis ministrstva za turistično infrastrukturo in manj kot 10% bomo dobili tudi teh evropskih sredstev, ne, in smo morali tako, da bo imel potem eno zaključeno funkcionalno celoto. No, ampak želel sem to reči, da zdajle, da mi pa eni kar delajo težave in sem kar pa na samega sebe jezen, ker se podzavestno absolutno ne, zato ker imam dosti teh tvojih znanj in tako naprej in se vsakeč spomnim, ampak vidim pa, da podzavestno me pa kljub vsemu naže, ker se ne držijo rokov, ker se ne držijo dogovorov in ker mi ne dvama delata in to me pa, sem kar nekako sam nad sabo ogorčen, ampak bomo to zagotovo uspešno šli skozi in zato mi, kot sem da ni dolg nazaj, sem imel tudi ten pogovor, ki so me tako nekaj sprašvali, pa so me tako sprovocirali, me pa prišlo na ker prej niti nisem v tem razmišljal, da mi kot firma Zarja, ki se ukvarjamo s to energetiko, da vsem tem razvojnem obdobju nismo imeli niti ene neke resne reklamacije. Niti ene resne reklamacije. Tudi zahvaljujoč sodelavcem, mislim, ker so bili res tako predan, da smo imeli tudi eno žurko in pol takrat malo več povejo, ne. Smo delali en velik projekt, tudi tak razvojni, v takratnem še Brestu, Cerkvenca, to kotlovnico na biomaso in tako energetsko učinkovito, in so tam pred koncem, kakšen teden, 14 dni pred tehničnim pregledom, v Zalteste ta postrojenja in je eden naredil kratek stik, nevede in tako naprej, in jim je pregorela neke kontaktorje, pa to in pa seveda mogli drug dan že tisto obratovati. Oni so šli, pa so ključ zgubili. Ključ so zgubili, kvazi so šli kontaktor nabaviti, tudi investitor, nobeden ni vedel, da so naredili, to so zdaj. In tudi v Termah, ker smo prvič, to se pravi 2001, smo 30. junija odprli te zdajšnji pokrit rekreacijski bazen, so tudi hitel, popoldne, večer in je tudi prišlo, da je pri električarjih, to predvsem govorim, so tudi naredili en kratek stik, so se zaprli not od tega družbenika, žena so klicali, da jim je prinesla nekaj zapit, pa zdaj celo noč so delali, da zjutraj, ko smo mi prišli, je vse funkcioniralo. Wow. To tudi je zacentno. Bravo. Prej sem vas hotel še vprašati, ko sta si vidva denar sposodila za plače zaposlenih, ali sta jim to povedala? Mislim, da ne. To ne. Jaz mislim, da ne.
Bolj kasneje, kdaj verjetno, da sem kaj tako by the way, ko bi rekel, omenil, ali pa če so me kaj lih v kakšni berture spravili tako, a ne, bolj na tak mehek način, takrat pa sigurno ne. Je pa on tudi Rebogonico je rekel, da smo jo imeli in neko obdobje je bilo tako tudi težko, no in takrat Takrat pred samo je solitvijo. rekel, bom imel Rebogonico, če mi tisto spodleti, bom imel. Ja, meni bi bilo počas, kot da jaz se ne predstavljam, da bi jaz šel na zavod za delo kot brezposeln. To jaz ne preživel. Ker to sem tudi že velikokrat povedal, ker se mi zdi, da pa že moram toliko imeti delovne vneme in sposobnosti, da bi, ja, in takrat je bilo, to je bilo še v Jugoslaviji, in je bilo po tistem 85, smo že prej omenili ta velik projekt, je bilo pol tudi v Zari kriza, pa tista huda inflacija, ne, ko smo v Zari napisali ponudbo, pa ki sem jo v Luko Koper nesel, je bila že manj uredna, ne, ker je bila taka inflacija in to vse prekole, kako boš to spelo, je bila res. So nas tudi s tem naučili določeno inovativnost, ne, ampak to, da bi pa jaz šel, tako da ne pa, in takrat je bil Markovic, smo tisti, čeprav nisem pa nikoli to uporabil, tudi tiste firme ustanavljali, zato, ker da ja ne bi bil tako kot nezaposlen. Tako da to so take zgodbe, ki si jih, če imaš voljo in vero v prepričanju, to jih pa tudi rešiš, premestiš in na koncu pa zadovoljen. Ste takrat v nekem težkem obdobju, pa težkem obdobju več delala, si takrat več ur posvetil poslu, kdaj recimo si šel zjutraj, kdaj si prišel zvečer, če je bilo potrebno? Ja, no, jaz sem tako prej, še bolj nazaj smo ob 6 zjutraj začeli delati, no, pol ob 7. Moje privilegije in tudi jaz sem zelo jutranji tip, ko da zjutraj jaz faktično v službo sem v zmeri pred uro. Pa to še zdaj, ko hodim, če se le da, ko grem tako, no. Pred 7 si zdaj v službi? Kako? Pred 7 prideš zdaj? Ja, zelo velikrat. Če hočem, da nekaj umer naredim, da se tako nastavim, me to zelo, sam sicer da je manj, je pa tudi res, ne, da to je pa kruta realnost, še, da gre, kljub temu je ta efikasnost malo počasnejša. To je treba dati roko na srce. In ko da... Pa ni toliko počasnejša, kot bom rekla, je danes tehnološko zahtevna. Ne? In dejansko vlada računalnik pa vse, samo je pa prepočasen. No, bom rekla, vidiš tako, Katarina, to je šiba 100 na uro, pa da jaz skozi računalnik, ampak ja, sence nisem njene. Dejansko ima znanja in veliko stvari mnogo hitreje naredi z tega vidika, ne z vidika znanja. Pač, ja, mi smo pa pač že malo počasnejši, definitivno. Ne vem, koliko je se vas dotaknil COVID. Zdaj, če govorimo sploh turistični del. Torej, je bilo to neko obdobje, ko ste se bali, spraševali, kako ste preživeli? To je zelo zanimiva zgodba, o tem sem že veliko govoril. Mi smo imeli takrat zaposlenega direktorja, ki je vodil. No, in mi smo že 2019 v Termah smo sprejeli nov razvojno-investicijski cikel, ker tam 2017-2018 to so bile super leta, posla je bilo, kakor hočeš, to je bilo res, no, in smo mi to sprejeli. In za leto 2020 smo sprejeli, da rabimo še eno večjo dvorano, ki smo jo poimenovali Tuhinka, no in smo januarja to začeli graditi. No, in ker tisti 19. ki je marc je prišel, stop, vzga. On, ja, ti pa dol zapret, zakleniti, gremo. Pok, vse, kaj si zmešan, kako bomo mi zdaj, bomo palali tako, da bo šlo življenje naprej. Ja, turizem, mislim, se to je bo tudi handicap. Mi imamo polno ljudi, skozi ljudmi, pa kar črt, mislim, to je bilo res. No, ampak na to mi smo pol to dvorano gradili, lepo gradili,
tako po fazah, kjer, mislim, to so bili zlati časi za graditi. Ne. Čakali so izvajalci, kdaj bojo lahko prišli na vrsto. Mi smo bili zelo striktni, vse tiste temperature, mekel razkuževanje, medsebojno vse to, ki je eden zaključil, je drug prišel, ki je drugi zaključil, tretji in tako naprej. In mi smo vse to, tisto dvorano do roka naredili, ki se je to sprostil, je bilo to za nas balzam. Pogoji so bili, da je treba mize toliko imeti odstojanja in tako naprej. In pa smo še enkrat zaprli, pa so bili tisti boni, ker je bilo tudi izredno pozitivna odločitev vlade takrat, roko na srce. Tako da mi smo tisto obdobje najboljše, izredno dober rezultat imeli, izredno dobro poslovali. Gostje, tudi to so me žicali, pa te stalni gostje, bazenske, ne. To so me klicali, da polne, popolne zvečer. Tisti, ki hodijo zaradi zdravja, ker treba vedeti, da naša voda je res zdravilna in imamo te bazene notranje, tudi številne te atrakcije, ki imajo vse svoj namen, te masaže, od ramenskega obroča, hrbtenice, kolen, itd. In eni, ki hodijo, to predvsem tam z Domžala, so to sila pogrešali. Po prvo obdobje smo mi še tako, da bazen je vse voda, pa to je normalno, tudi cirkulirala in tako, in jim je bilo nelogično 15 nos spust, pa nas bo 5 lahko se 1 uro pa vse to zmasirali, pa da jo imela že. Ampak mi smo bili pri tem načelni, tega se res nismo šli. Ampak glede na vse te ukrepe, tudi držav in tako naprej, in tudi ta pomoč državi je bila takrat dobra, za moje ocene celo predobra, da so kar 80% plače dobili za nič dela, pa tako naprej, ampak se je to vse res pozitivno in šlo in na koncu smo imeli tudi izredno dober rezultat. Ampak nazadnje, ker smo tako pa delali, smo bili pa spet zelo močno udarjeni, kajti vsa nepovratna sredstva, kar smo jih dobili, pa je bilo čisto, mislim, da ne 250 000 evrov, ker smo imeli to toliko boljši rezultat, napram 2019 smo morali vse vrniti. In zato, ker smo toliko več, ali nismo pa mogli spet doseči, da bi upoštevali, da mi smo za to 700 000 investirali, da je logično, da moramo imeti večji promet, ker smo 2000 to gradili, ampak to se ni dalo povedati, da ti smo bili zelo, rekel tako, slabe vole, ampak generalno pa res še nas utrdili je, da smo bili še bolj previdni, še več želeli na tej preventivi in zelo, rekel, taka težka situacija, ampak ena zelo dobra, pozitivna izkušnja. Bravo. Torej, v resnici ste vsa sredstva morali vrniti in ste sami preživeli COVID. Tako, čisto. Bravo. Ja, tako da mi nismo imeli noben in to obe podjetje, no sej, v glavnem je ta del, ker je v termah te investicijske, to tako glavno vse izvaja Zarja, Tako da terme so tako dobile to pomoč, Zarja je normalno funkcionira, tako da mi nismo tudi obene pomoči nič koristili, dobili, kot je bilo, tako rekel, pod drugimi pogoji, z tudi določenim preventivnim ukrepami, z določenimi pač tem prilagajanjem situacij, smo to dosti dobro šli skozi. Odličnost je nekaj, kar se lahko naučite. Odličnost je posledica vaje, treninga, dela in več, ko boste to poslušali, vadili, razmišljali, več je verjetnost, da boste to implementirali v svoje življenje. Sponzor podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, nam napišite, da spremljate, poslušate naš podcast in kako se vam zdijo vsebine, ki jih za vas pripravljamo. Zanima me, kam najraje potujete, ko potujete in kakšno idejo tam vidite ali pa opazujete, kaj oni počnejo, da to lahko prenesete recimo v terme. Kam greste najrajši? Rada potujeva. Bom rekla, mogoče se prej bolj vljudene destinacije, pa zdaj mogoče dajejo prednost naravi.
ne vem, letos sem bila na Azorih in se mi zdi, da je bilo to en krasen odklop. Trekking. Fajn. Trekking varianto, ja, no, tudi rada vzameva aktiven dopust. Mislim, si ne predstavljam, mislim, da ne vem, se ne spomnim, kdaj sva nazadnje šla na dopust pa ležala. To zunanji dopust. No, Pomeni, da skozi sta aktivna in ker res na dopust sta aktivna. Ja, ampak drugače. Ja, Ampak, recimo, je zanimivo to, ko se vprašal, ne. Recimo letos, lani, smo na te Azore, toliko hortenzij, ko sem jih tam videl, jih še nisem v življenju skupaj. No, ampak de facto je, da zdaj, ko bomo zunanjo ureditev delali tam okrog tega novega Knajp Natur hotela, bo tam jih že ne vidim, bo zelo veliko posajenih hortenzij, recimo. Aha, to je neko vizualno podobo, vidite tam, Ja, vam je všeč in jo preneseta sem. To, tisto, ampak mora biti zelo sonaravna, pa da gre ampak to je dele zadnji primer. Drugače imamo pa tako, ker pa mi do vsak let gremo, tudi veliko sveta smo obhodili, tudi zelo dobro imamo to vse poevidentirano s temi, kaj se to reče, fotoknjigami. fotoknjigami, imamo to kupe tega. Bravo. Največ kot imaš še skupaj še z dvema prijateljama, ki je ona tudi učiteljica, šolnica, ki sta tudi skupaj študirala. On je tudi strojnik, tako da vsak let, zdaj no, mogoče je že mečkan zdravje, tam mečkan razlog, ampak ko pa vsak let gremo skupaj, recimo zelo 2014 je bil izredno fantastičen dopust, ker sem ga prvič in zadnjič imel 21 dni skupaj, 22 dni, ker smo šli z avtodomom do Nordkapa. Wow. Ja, 11 držav, 11.000 kilometrov smo naredili in domov sem pa 90% sem jaz vozil, Ivo, kolega je bil navigator, a nazaj sem prišel tako spočit, da bi gore premikal. Čeprav v resnici nista počivali, ste skozi nekaj smo bili se premikali, ne? Ja, ampak to se fantazija, fantazija. No, pa smo bili, tudi po naslednje lete smo šli spet z avtom doma, ker je kolegica že 2-3 rake prebolela. Smo šli dol do tole Lourdes, ko je on, Compostelo, Fatimo, pa tam okoli. Najbolj zahodno točko Zdaj smo bili, Portugalske. 2-3 leta nazaj smo imeli tudi z avtodomom turo po Bosni, smo do Bosno vso prečakirali. Bravo. Fantastično, še pomnite, tovariši smo obujali. A prenesete kaj, to me res zanima, a prenesete kaj vseh teh lokacij v hotel? Evo, zdaj bomo pa po novem, ne vem kaj, pri zajtrku dali še to zraven, ali pa vsakemu, ki prije gost na poslo, dali eno rožico, nimam pojma, se izmišljujem. Tako neposredno ne, to nam rekel, da je posredno pa zelo velik. Zelo velik. Zelo recimo imam še to kot zanimivost, nerealiziran projekt, pa tudi ne bom nek rekel, a ga bom, Katarina je bila mesec na takem zelo enem high hotelu 5-zvezdičnem na Kreti. No, je tako nekaj izmenjava, nek projekt in je bila tam na praksi, Pa pol so je tam dal tudi stran od hotela, kakšne 3-4 km, en tak velik apartma. No, in kliče prav, pridite dol, potatla pobem, pa bo tako to vidim. No, se rekel, ja. Prideva sam ti se zmen, da bom jaz v kamu z tem menedžerjem hotela tudi eno srečanje. No, in je bilo zanimivo. In to, ona ima tak to zmeren. In pa smo tudi šla za en teden dol, no, in so nam tam tudi sprejeli. Ampak to je čist družinska filozofija, tradicija, to so te Grki. In pa je že oče to imel, da sta 2 sina in Grtate. No, in so nas pa sprejeli, no, in pa on vse to mu razlagal in zvečer nas povab, ker kot goste, da gremo na njihovo kmetijo. Hotel, ki ima, mislim, da 800 postelj,
pet zraven še apartmaje, zraven je lahko helikopter pristal, malo stran avion, da so ruski gostje dol hodili pa tako naprej. So imeli stran 20 km svojo kmetijo, ker so vse to prikazovali in gojili od žita in tako naprej. Skratka smo bili na večeri, ki je imela 21 hodov. In na zadnje bo pošel tisti odojk spod peke, ker nisem mogel več nič. No, ampak hoče to povedati, no, in to je še nevrde, da bi jaz tudi kot terme, da bi imeli tudi neposredno tam nekaj na svojo kmetijo, ki bi vse te pridelke potem tudi v hotelu ponudili, recimo to je take ideje, tako. Mislim, to je zgodba, ne? To je spet neka lepa zgodba. Ja, to je zgodba. Ampak tudi, ko recimo pa smuča, pa so na sedežnic, pa njemu pride ideja, da to pa ono drugo, tretje. Pa tudi ko, tudi lani, predlani smo šli namenoma recimo na tur hotele in smo gledali, tako da ne. Ja, tudi kot študijske ture, pa tako v različne hotele, pa je vsak nekaj ideje, itak dobiš, ne. Kaj je značilno sploh za natur hotel, da razumemo? Zakaj, primere, kaj je noter drugače? No, kaj drugače? Ja. No, kar povej. Drugače, da je večji del gre z teh naravnih materialov, potem, da je ta osebnostni pristop do gostov večji, da se več proda in pa seveda, da ima čim več tudi te hrane, tega z neposrednega okolja, domače hrane in to je skupaj en skupek teh elementov, ki daje neko domačnost. Polje tle, da je 100%. In prav v nazivu hotela bo natur hotel, se bo Ja. In koliko zvezdic bo imel? Kako? 4 superior. 4 superior. In kaj pomeni superior? Ja, da je nekaj manj kot 5 zvezdic. To, da nočemo biti tem, da ima plus. Pa še recimo... Oprosti, zakaj ne 5? Zato, ker se mi zdi, da potem da to pa ne gre skupaj z natur pa domačnostjo, da tam v petek je že vse neki fancy, kakor rečejo, in da to pa ni to. Recimo naš hotel bo zdaj, ima 4 spalne nadstropja in ta nadstropja so 100% z lesa, smreke. Čakaj, oprosti, to je hotel, ki bo narejen čez 5 let. Ne, ta hotel je že narejen in letos bo že povabljen, pa Maja že prespal. Wow. Ja. Lani smo začeli graditi to investicijo in zdaj so že, to se pravi, 24 sob je že pobeljenih, da gre to tako stopenjsko in potem noter tudi en del teh naravnih materialov, od vključenih tudi v jogih, potem noter te zališča, mlinsko kolo, ki pozarja to našo Knajp Natur hotel je to, kar mi, ne vem, koliko poznaš to, to je cela zgodba in če živiš po teh 5 stebrih knajpavih načelih, pa tako rečejo mi, da boš skoraj zdrav umrl. In to je voda, gibanje, prehrana, zdravilna zališča in pa zdrav življenjski to, kar ti učiš. Tako da jaz tam, tudi moje sodelavce malo spodbujam, pa kaj ni bi rad malo jamral, zberi tvoja izobraževanja in tvoje nauke, jem tam zelo hitro, tako da zdaj malo se me že kar šonirajo po tej. Ja, to je tako imenovana Knajpova filozofija, ki je razvil en nemški duhovnik Knajp, Sebastian Knajp, in ta je imel tudi svoj čas je imel Kamnik, Kurhaus, bom rekla... To naravno zdravilišče. To naravno zdravilišče, ja, in je prevladovala ta Knajpova filozofija, mi jo pa zdaj na nek nov način udejanjamo že zdaj v termah. V temu hotelu bo pa še toliko bolj, bom rekla, bo pa in bolj vizualno in kaj ne rečem, da boš to doživel, sprobal vse te terapije, pa pristopil te elemente, pa te terapije v gozdu, potem te knajpave poti,
imamo take v tem okolju, tudi ne moram reči, da to je tudi taka in natura in knajp in to, kar sem prej že vprašal, nekako ta energija, ne. Da imamo izredno dobro sodelovanje z okoljem, kot da ta pot vodi tudi v vas Novik, pa tam en korit, ki so včasih živino napajali, so domačini sami zdaj uredili, da se tam ti knajpaš roke in to, kaj je zdravo za srce, za ožilje, pa je tam sušilnica sadja, pa so jo obnovili, pa je zraven potok, pa so noci naredili potke, da ti štorklaš po tem potoku, pa tako ne. To so vse te knajpave prvini elementi, ki ti dajo ali pa te vabijo v stik z naravo. V bistvu bo to natur in knajp hotel. Tako je. Tako. Ja. Je kje v Sloveniji sploh tak hotel že? Tako ne. Imajo tudi določene terme, določena tudi šol, tako naprej, že te knajpave elemente, ne. Ker največ je sicer tak najpoznan voda, knajpanje, to se pravi toplo, hladno, ampak tako v naravi, po vsebini in tem je pa tega, to še treme. Ker v Nemčiji, ker je ta Sebastian Knajp deloval, ker je tudi on sebe in potem nešteto drugih pozdravil, to je Bad Wolfshofen, to je en ogrom tak mest, s to izredno celovito ponudbo, no, kot da Katarina je bila gor že je že gor 3 semestre, tudi te šole upravlja, tako da zna tudi po tej strokovni Tako da zdaj tudi knajp terapeutka. Ja, in da prenaša to, pa tudi, da proba čim več, da počnejo sami živeti, ker tudi jaz imam vse iz ene stvari že iz tega ven, tako sistematičnega dela, tudi izredno pozitivne izkušnje in lahko rečem, da to tisto obmljivanje noh od mazinca čez kolen tako naprej, zjutraj po tuširanju je to prav fantazija. Jaz prej sem vzmeri, koliko sem pomedil, ker sem bil tako, da ja nam zamudil službo, pa ne poben nič rekel, ampak vselih. Sem hitra, ker se stuširal poroč ven šibal, zdaj se sam ta oblil in so me pa sinusi, zdaj kar to delam, da je že skoraj 20 let, tega problema sploh več ne poznam. Ja, tako imenovan kolenski obliv je to. Kaj se to naredi? Kaj konkretno narediš? Gre ti zmrzlo vodo, začneš na desni nogi mazilcu, greš po mečak gor, čez kolen, čez pa dol do pavca, pa še enkrat nazaj ta prva desna noga, potem leva noga, in po teh navodilih, v tej knjigi to piše, s tem ti dosežeš, da to so vročino, toploto, ki jo imaš v glavi, spodbudaš, da gre proti nogam in pospešiš cirkulacijo in v to jaz podpišem. Če pa jaz se stuširam lahko z ledeno vodo po celem telesu, to je dovolj do kolena sam? To je dovolj za ta del, to so te oblivi potem in ročni, tako naprej, to je cela danes. V bistvu, če se cel stuširaš, to je super. V bistvu je on vsaj za začetek začne, je kolenski obliv, je ramenski obliv, potem recimo, ne vem, je oči, za razbremenitev oči, da 18 stopinj vodo natočeš v neko skledo, potisneš glavo noter v vodo in mežikaš z očmi, gledaš, ne? V vodi mrzli gledaš. Tako, in če se da še levo in desno, to izredno se sprosti oči. Jaz sem enkrat, ko sem raven tole pisala in sem bila res tako v tistem zagonu cel dan, pa še večer, in tako, in pride Katarina domov, pravi, zdaj pa tole naredile. Sem naredila, ampak mene je tako, ko bi imela polno peska noter, sem parkrat to naredila in je videla, da se že mučam. Je rekla, zdaj pa nehaj, ampak dejansko mi je odlegal že po prvem temu. Torej, natočiš v neko banjo ali pa neko posodo ledeno vodo, mrzlo vodo? 18 stopinj. 18 stopinj. Daš noter glavo in vrtiš levo, desno. Tako oči, gledaš v vodi. Koliko časa? Pač koliko par sekund, ne? In dvigneš. Pa spet, to ponoviš parkrat. In lahko večkrat na dan, ne? Če imaš pač težave in v bistvu
ena punca dela vsako jutro, da nekako prebudi glavo, če tako rečem. In tudi za kožo je sicer dobro to in dejansko te prebudi fajno. Bom rekla, dober občutek in sploh, bom rekla, sprosti to utrujenost oči. Tako, to sem sama probala, to vem, da deluje. Bravo. In ti vsako jutro Ja, obvezno. tuširaš in daš ledeno vodo na kolena. Tako. Ampak to je tudi nekaj Koliko časa? Ja, dvakrat grem po eni nog z vodo okrog, dvakrat na drugo nogo, zadeva zaključena. Ne greš pa više od kolena. Ne. In to zaviješ v kakšno toplo obrisačo, nič. Še tako je, da se čim manj obrišeš. Da se ne, da se da se sam tako otreseš. da ne bi brisal. Ja. Sam pogledaš moker ven. Ne, Čakaš. pa pol se še druge stvari. Minutka, dve. A ne, se še pol ostale stvari človek uredi. Ne, jaz v to imam vero in prepričanje. No, on v bistvu, ker ljudje ne prenesejo mrzle vode, ne, on zato tudi daje postopnost, bom rekla, da se Super. ja, da nekako to Ena taka zelo naradi pozitivna in izkušnja. če je, potem tudi celo telo je tudi super, zato bom rekla, obenem so te potopi ali pa recimo škaf, da zliješ nasene. To so na nek način te knajpove metode. Ne. Bravo. Kaj naredita takrat, ko se ne strinjata drug z drugim? Ja, včasih malo dvignemo glas. Ja, si pa poveva. Ja, to se kar, ampak je pa to pa res, to pa kaj sigurno zagotovili, se pa kol, da se pa za to bilo kakšna kuja, ne, ali pa kakšna zamera, to pa ni. Je kakšno področje, ki rečeš, to je tvoje področje, ti boš odločil, to pa je tvoje, ti odločaš. Imaš tako razdeljene kakšne naloge, funkcije? Govorim. Ne, v bistvu, da bi imela tako v odločanju eden, drug ne. Ampak nekako, bom rekla, v gospodinjstvu jaz bolj funkcioniram, on v tehničnem. Tako da bi pa imela razdeljeno, če je pa treba, pa si pomagava tudi, ko sva gradila hišo. In pride tisti zajenci posodo in tako me navdušijo, če mi je prestopil prag. Svak je pa želel kupiti Nissana, mikro ta avto, in potem, ko ga je pa dobil iz uvoza, ker to je kar nekaj časa čakal, sigurno leto dni, da ga lahko potem kupi, je rekel, ga ne morem, je rekel, ga bom pa jaz, sem rekla, kaj, s česa? Midva sva ga gradila, ne, sem rekla, veš kaj, prednost je pa definitivno posoda, to je zdravje, to je to. In tam, pa se imamo lahko oboje. To te pospeša, ne? No, ja. Sta vzela in posodo in Nisem. Res Pa je. so tako se poangažirala, pa sem jaz sem hotel tam in dvigal enega kopača, sem že nekaj materijala navozil domov, pa je bo že tam, ker pa malo navlekel okrog hiše, smo tistega naredili, zrihtali, tak. No, in samo jaz tudi asistirala. Veliko asistira, ja. Tako. In tako sem imela potem oboje. No, imamo precej to, ko se rekel, imamo, pa ima vsa pooblastila, z denarjem doma vse ona dela, recimo. Plačuje ono to vse, ona je, ker z denarja tako v principu ne maram, ker ga moraš imeti, pa to, ko sem že prej rekel, ne, cel življenje sem moral skrbeti za posel, projekte, pa tudi to, da si je bila zagovorna in plača in vse to, in se mi je ta denar kar mal tako, mal zameril, ne. Sej, je svetal denar, pa brez njega ne moreš, in doma se rekel, to boš ti in to boš ti skrbela. Ja, pol tiste večje podvige, ta se pa spet jaz pridem na vrsto, a ne, to ni vprašanje, ampak tisto, in to, da je dobro, da je to preko interneta plačevanja, ampak tudi sicer to ima ona, to se jaz neč ne ukvarjam, pa tudi me prav veliko ne zanima. Katarina, to je vajna hči, je že druga generacija, ki ste jo vidva poslala k nam na NLP, ne? Torej spodbujata
na splošno izobraževanje, se mi zdi to pomembno, da dobijo ona neka znanja. Kako sploh je prišla ona na to idejo, da se prijavi na NLP? Ja, jaz mislim, da je bilo pa to kar dosti enostavno, zato ker sem se jaz, tudi ona, ampak jaz še bolj veliko imel tega EPP-ja, da to, kar sem se tle naučil, z Amerike zraven dodal, da šinigaj pa takole rekel. Ali pa tako, to je kar tako. Ti si mene citiral. Ja, kar tako citiral, ja, definitivno. Uspešno. Ja, tako, in mislim, da je ona to čist spontano. Dovzetna No, kdaj sem do tudi tega. jaz verjetno kaj rekel, ker jaz sem cel življenje, pa sem prepričan, da večina je tudi zelo hvaležna, kakšen verjetno tudi ne, ampak veliko pa, da sem spozoril te mlade sodelavce, tudi tiste, ki niso imeli potko lidze, da bi ustali v firmah, se hotel, ampak zmeri sem jih pošiljal na vse mogoče tako izobraževanja, ker se mi zdi, da znanje je ključno, če hočeš sprejemati prave odločitve in da tega nikoli zadost. In jaz se še dej hodim na določena izobraževanja, pa še zdaj me vse zanima, ne? Dobro, vsega zdaj ne moreš narediti, ampak dela pri tem investicij je veliko novih tehnologij, novih teh pristopov in je to non-stop, pač so v tem noter. Ampak tudi tako vidim, no. Ali to si človek za to, ali pa nisi. Nekateri tudi niso, ampak je pa eno zelo zanimivo spoznanje, ne, mi smo tudi kot prvi začeli, recimo, res to trajnost, mi smo 2007 prvič prve v Sloveniji dobili ta evropski certifikat, jetico, delamo trajnostno po vseh kriterijih, pa so se mi takrat določen še kar malo smajali, se spomnim, en, ki bo direktor Terme Čatež, se mu je tako neumno zdaj, se je kar malo zasmehval. Ampak danes je pa to čist samo po vse pomembno. Kaj pa To meni je trajnost, to bi rekel, trajnostno, okoljsko sprejemljivo, varčevanje z energijo, recimo tudi to, ko smo prej rekli, in ta naravna hrana ali pa domača hrana z domačega okolja. Zdaj vidim, koliko jim to šteje in da tudi to mladi so do tega dovzetni in drugače gledajo, kot pa je bilo to pred 15-20 leti. No, da so zelo velike zdaj razlike, se tako jih jaz zaznam. No. A se vam zdi, da potem privlačite nek tip gosta, ki je prav specifičen in ga to privlači, nek trajnostni razvoj? Jaz računam, da veliko še več to tujci, ampak tudi, no, mi imamo dva tipa. Eni tek so dnevni obiskovalci, jih privlači naša termalna zdravilna voda in tisti, ki vejo, zakaj hodijo, tek imajo težave, ti imam prijatelj gor, on ne bo preživel, če enkrat na teden ne bo prišel in obšel vse tiste naše atrakcije, masaže, ki so noter v tem bazenu, ker imamo veliko življenja, karambolov, pa pacov, tak je vas pofavljen in mu to izredno tako. Eni so te, ki hodijo, pa eni hodijo recimo Škofjo, ko je pripeljati zdaj minibus. Vsak ponedeljek oni pridejo ob 9, so do 10 na telovadbi, ki je noter vodena, pa do 11 za 2 ure. Pol pride še na kavico, imajo še te vaje debate in to so te. No, potek so pa nastanitvi, so pa pol vsej tujci, jih je veliko te države Beneluxa in to, ki pa prijo tudi do zdaj smo imeli sam nastanitve tipe apartmajev, ne, ki pa seveda lahko koristijo polni penzion ali pa večinoma pol penzion. No, zdaj, ker bomo pa naredili ta hotel, pa zraven je to, kar že prej, zakaj je to velika investicija, delamo tudi ta terapevtski del, sicer bo to dela zamika za kakšne slab let ali pa imamo več kot pol leta, ko bomo imeli pa ta fizioterapije, knajpave terapije, posveti z zdravnikom in to, ker pa tudi še ta preventivni zdravstveni, mi zdaj zakrati nimamo ambicij
imeti kot zdravstvo, kot tako, ampak glede na te naše naravne danosti in okolje in da vse je v objemu, cel resort je v objemu gozda, da bomo dali več tem in mir, sočutje z naravo in te terapije, tako da bo lahko večkrat, mogoče za krajši čas, prišel gost in si nafilal baterije in lažje funkcioniral. Torej, dnevni gosti so večinoma lokalni, Ja. tisti, ki pa prispijo, so večinoma tuji. Tistih je 70% tujih, 30% pa domačih, Bravo. ker tako tudi strmimo, ne, in to se nam je tudi pokazalo in obrestovalo zelo tudi za časa COVID-a, ki smo prej govorili, da smo jo potem res takole, da smo na tržišču prisotni, da nagovarjamo obe ciljne skupine. Eno so to te bazenske, to drugo pa nastanitveni, če temu rečem. In da se prisoten, ker delaš reklamo, pač brez tega ne gre, ker jo tudi drugi delajo in če niso prisoten navzven na tržišču, te hitro pozabijo. Ne? Je bila kakšna ideja, ki ste jo imela, ki je bila takrat nora in jo drugi niso sprejemali, vi ste pa rekli, gremo, in na koncu se je izkazalo kot dobro? No, najbolj nova in odštekana ideja je bila že sam začetek tega bazena in gradnje. Ne. To so takrat res, ker to je bilo neverjetno, ne, ker nismo štartali iz ničle, ampak smo iz minus tolki tok. Ne, zato, ker so po takrat ustvarjali tako fano, ker ta voda ima le 30 stopinj na vrtini in to je bilo takrat za te odločevalce absurdno, da bi na 30 stopinjah gradili terme, če so imele gor v drugih delih 50, 60 ali pa 100 stopinj ali pa 90 stopinj. Ne. In je bila toliko negativna ta fama z tega vidika. Eno pa tudi, da to, ker kot sem že omenil, Kamnik je izredno celovita, lepa občina, ampak je tako ima center, središče pa periferijo in je bil osnoven problem to, če je bila ta termalna voda v neposrednem centra Kamnika, bi to že kdaj že bilo, ki je pa to tih 11-10 km oddaljeno, in bilo pa to, ne, in je bilo treba spraviti prepričanje, pa mentaliteto, pa miselnost na ničlo, ne, pa tem naprej. To je bilo res naporno. To je tudi, ne vem, verjetno je to malo ali dano, ali kako, jaz sem tudi tisti, ki so nas kritizirali, pa tako naprej, ne, vedno poslušal, pa skušal obrniti v pozitivno, ne se pa izpostavljal v konflikte. Ne. In to se je tudi obrestovalo. Sam sem pa mu spet srečo, sem dobil enega magistra Vladimirja Čoha, ki je bil vodja centra raziskovalnega za te mineralne termalne vode v Rogaški Slatini. In ne vem, z kakšnega vidika se njega tako prepričal, danes bi že rekel, da sem ga najbrž hipnotiziral, da se je tako zavzel za tole in te raziskave pa te vode to nam delal, ker smo naredili ta piloten bazen. Pa pol sem mu tudi jaz prišel fazo malo v dvomih, da ali ne, in sem rekel, ne vem, kako bi naprej, ker ta piloten bazen je mu res, je bo tako naštadiran in je mu večnivojske, bi rekel, dileme, smo z njim to rešili. In sem rekel, ne vem, a bi šli to naprej, ker je sam 30 stopinj, tako ne prav hribar, tega imam. To sploh ni noben problem. Imate tako kvalitetno vodo, s takimi minerali, tako kristalno čisto, nobene filtracije, ne rabite nič, da tistih par stopinj, če bo manjkal, boste z levo roko to nadoknadili in evo. Bravo. In ta stavka, dva sta bila ključna za nadaljnji gač, če tako rečem. A veš, tako da to moraš imeti srečo. No pa še ne bi pa zagotovo tudi to, ko smo z domačini tako z roko v roki delali in to delamo še dej. In vedno naredimo eno tako manjšo svečanost, podelimo neke nagrade za zaposlene, tako. Ampak vedno te domačine, ki smo začeli skupaj, tudi povabimo in to je en tak, dobiš kar pol eno izredno energijo za naprej. Ne. To se mi zdi, no, to zmeri bolj, da je to ugotavljam, da se to tudi tih
premalo poudarja, da je nek zaključek, neka pozitivna, da se naredi. Mi smo včasih, ali pa nam, to, ki sem starše, pa stare starše pogovarjal, so zmeri govorili o Likovu, neke hiša, pa so streho govorili, pa je bo Likov, pa so tam eno cesto naredili, pa je bo Likov, in tako naprej, ne, in da to je neverjetna pozitivna polenergija, ki tudi privat tja povabiš take goste ali pa povabljence, ki imajo tudi en pozitiven odnos do tega, ne. Saj, k nam so hodili, so bili tudi eni taki, ki so nas kar fajn tako na nek način nasprotovali, ampak ker je po funkciji, jaz sem zmeraj rekel, da isto smo povabili, pa tudi ker nekateri so isto tako prišli, ampak tam se smo pa malo nasmejal, pa spet dobil energijo, ne. Vse smislu, malo čez ramo zgadal, pa je bilo tako, ne. No, ampak če nam je kaj tale vlaganje v osebno rast dal, bom rekla, je pa definitivno to pozitivna usmerjenost in dejansko, bom rekla, tudi začutva, recimo, če pa kakšna zadeva, veš, pa se odmakneš, ne, da bi se konfrontiral in tako, ampak prepoznaš to pozitivno mišljenje, dejansko ga prepoznaš, to pozitivno energijo in to sva tudi res lepo prenesla na Katarino. Tako da je tudi ona, bom rekla, svetlih oči, mislim, ja, gleda pozitivno, rada ima ljudi, je tudi zavzetosti, je, bom rekla, magistrirala, v bistvu to magistersko nalogo je posvetila in dejansko se mi zdi, no, da nekako je nek rezultat tega najnega vlaganja, ker sva pa že kar nekaj teh izobraževanj, pa tudi skupaj dala, ker se mi zdi, da se potem tudi malo lažje pogovarjava in tako. In dejansko, kadar je kaj narobe, on pravi, ga bom hipnotiziral. Ja, ne, se mi da. Ampak dejansko takrat tudi res razmišlja, a veš, v vzorcih, ki sva jih slišala, ne, ker tako, ne, se mi zdi, no, da dejansko. To sem zdaj, takrat, ko smo tole v Mariboru zaključili, sem pa tudi za zaposlene naredil neke take manjše šnelkurse, ne. Bravo. In pol, kot da, kje sem zdaj, pa mislim, da zmeri bolj že dojema pri enem članu, a ne. Sem tudi tako, se mi je kuno umne zdelo, kot da sem pa že videl, da mu grem pa malo na živce, pa sem da je to taktiko malo drugače obrnil. Nisem tako direktno, ker pač smo ljudje na različni stopni, nivojah stopni tega mišljenja ali pa razvoja, ne, kot da, ampak definitivno, zdaj tudi delak sem imel, zdaj že kar vejo, kaj jim povedal, ne. Pravo, zdaj sem že novo retoriko bral, enak je tle vodja sekcije, tudi tle etnološke, prav pa tista tvoja pozitivna energija. In ko sem kar malo za sebe uporab, pa bo v redu. Ampak to je kot proces, ne, in res smo ljudje, to je cela znanstvena fantastika, ne. Pa tudi, to je zdaj že kar skoraj na mine, ko imam tele razne nagovore, da se že zjutraj odločiš, kakšen boš dan imel, ne. In pa en se kar malo muzajo, jih kar vidim, da je že malo bolj dojezen, imamo enega vodja kuhne, se mu v začetka kuhecna zdel, pa smešna, ne. Zdaj pa vidim, da že malo drugače prijemna, pa tudi do svojih, ima že malo druga, se je že mečkan obrusil, ko on kar na hard pa na šarf, ne, določene stvari, ampak smo ljudje, ki imamo različni pa svojo glavo in je treba to kar na nek način prav dozirati. Ja, sem pa izredno zdajle, je kar dela napolno, pa še mečkan me zdajle zdravje oči, nekaj samo že od otroških let zelo očesam, pa smo pa dol ta v Kromberg, ta Šalamon, me to že zrihtal, pa se je pa zdajle spet malo pojavil, pa se je pa zdajle še na drugem očesu, lano in pozno jesen. In me zdajle tole, ki smo, vse to je glavna njena zasluga,
da je ta knjiga nastala z vztrajnostjo, neverjetno. Dobro, generalno je že ta koncept, ampak moram reči, da me zdaj prav je to duševna hrana, ker prihajajo te povratne informacije in da smo tudi zelo genialno to spalali, ker smo toliko domačinov tudi vključili. Bravo. Nekaj pa še strokovnjakov, recimo Tuhinjska dolina je kmetijska dolina, je pač kmetijstvo in gozdarstvo in smo tudi noter vključili tako in jih pol dobili, tudi malo smo imeli srečo. Kolega, ki to zelo dobro pozna, pa me in je res tako čudovite prispevke naredil in tako jih je dvignil, pa ne mu sem skrb predstavil, ker sploh nismo, tudi slučajno, pa jaz se imam zelo, zelo dobro našo dolino poznam, nismo vedeli, da so tako na visokem razvojnem nivoju in smo tudi jaz pa tudi ostali izredno ponosen na to in verjamem, da ko bomo šli čez vse krajevne skupnosti, tudi cel učiteljski zbor, bomo vsem podarili ti zbornike in bomo naredili eno bolj predstavitev zbornik, ker so intelektualci ga že prebrali, ampak bolj vizijo za naprej. Bravo. Kako to in mi želimo tudi to Knajpovo zgodbo res maksimalno zdaj predstaviti na nivo občine. Tam imamo tudi srečo, da je tudi župan tako zelo to podpira in dojemljiv in je tudi dela podprl, ko da smo lani tudi Knajp Zvezo Slovenije v Termah ustanovili, ko da bo vse slovensko gibanje tudi postalo in da bo zato, kjer bo le hotel, bo lahko vsak nekaj koristi od tega dobil za svoj življenjski slog, za svojo kvaliteto življenja in smo res kar fajn ponosni na to. No. Bravo. Deva mogoče še vizijo. Zdaj smo začeli malo o tem, kje se vidita čez 10-20 let, kakšna je vizija zate, Joži, pa Ivan, kdo bi bil? Kako se vidita vidva? Kaj bi še rada doživela, počela, naredila? Jaz želim biti, verjamem, da bo Ivan tole mal, da je zdaj resnično dosti opet v to investicijo, da bova imela potem več časa, bom rekla, tudi zase. Ampak definitivno bova počela še vedno koristne stvari. Jaz želim biti v oporo Katarini in družini njeni in definitivno to pomagati. Jaz v glavnem pri turističnem društvu pišem vse te prijave na razpise, mogoče pomagam malo pri teh poročilih, da potem dobimo tudi sredstva. No. V tem delu mogoče tudi kdaj pri kadrovskem ali pa sploh tam, kjer pač lahko, glede na znanje, ki ga imam, tako da pač vstopam pri teh stvarih. Drugače pa ja, definitivno pa neko mirno skupno življenje in pa, ja, da vam imela še veliko časa tudi za videti svet, ker rada potujeva, ker naj to bogati. Verjamem pa, da bova še kaj ustvarila tudi. Ali pa prispevala. Kaj še nista videla, pa bi rada? Moram reči, da ta trenutek bi si želela na Grenlandijo, tako da se pa, da se ne zgodi tam kakšna neumnost. Že pred časom sem si to želela. Imaš že knjigo doma? Imam že knjigo. Že takrat, ko sva bila na Islandiji, bom rekla, sem dosti pol brala še v Grenlandiji in se želela tudi tja. Zdaj ne vem, če pravi trenutek, ali je zdaj malo prehladno, ali rajš boljši, da je... Ne. Definitivno, ko je tam pomlad. Ne zimski čas, ampak glede na vse, kar se dogaja. Tako ne vem, no. Ampak če bo mirno, če bo mir, definitivno bi se želela. Pa zakaj? Ker želiva tudi nek aktiven dopust. To, da se bova sam vozila sem in tja, v glavnem
to še pride, no. Zdaj bi pa rada še tudi malo več videla, no, in bila tudi aktivna in se mi zdi Grenlandija eno tako lepo potovanje, ki bi ga želela videti. No ja, jaz pa tam, da moram več kaj odštekati. Jaz pa Ameriko, Dubaj, bi že moral biti tam, pa nisem, ker Ni bilo je nas. Katarina takrat COVID, smo nekje v ES, potem Slovenija smo bili že na potem tja, pa nismo šli. Drugač pa, ja, jaz bi rad mededem do 102. leta, ne, tako kot ti tudi. Dela me je rekel pred kratkem naš odvetnik, ki imamo tam, in smo delali spet to. Mandat Katarini preteče, pa prokuri sem je, pa je tudi preteče, pa je treba to podaljšati. Pa nisem točno vedel, kako želih to je zdaj za te prokuriste, kako je tudi mandat. Ne prav, za prokurista ni nič mandata, to ste lahko do 102. leta. Sem se pa na tebe spomnil. In to je malo tako za šalo. Ja, drugač pa, no jaz... Prosti, si želiš biti tako aktiven do 102. leta? Mislim, zmerno aktiven. Zmerno. Zdaj si malo preveč, kako? Ja, dela sem. Pa še to, da je manjškan zdravje, je to mekne preveč, ampak pa ni tako preveč, sploh ni preveč. To moram kar nazaj vzeti. Preveč je razen tole, ker so telak, Mandela mi ne 2, ampak zdaj sem tudi to že rekel, da moram spet tvojo šolo uporabiti, da probutas, da se dovolim, da me že vcerata. To ki je čisto iz mojega konteksta, mojih norm in je to tako. Ne, drugač pa jaz sem kar prepričan, ona, ki je šla v penzijo, smo se zarja prijavili na en projekt izobraževanja ASI, to se pravi, kako biti, pa kako sodelavce, ki so starejši od 50, pripraviti na tretjo življenjske obnove, skozi te aktivnosti. In takrat smo tista predanja poslušali res zelo, ker nisem prej tako razmišljal, kako je pomembno, da si aktiven, in to psihično in fizično. Če hočeš, da boš deležen več teh penzij, kot se temu reče, in to bi in tudi za meni je zelo veliko, se zelo imam tako za tega okoljevarstvenika in tako naprej, da bi, kakor sem dal, tudi k temu določen delček, sej ne moreš, ne vem kaj, veliko, ampak en delček pa lahko tudi prispevaš. Potovanje, ja, to, kar je rekla, ampak smo že rekli, drugač pa mi dol imamo v Izol, da je že tudi več 20 let eno tako manjšo stanovanje tudi dol, imeti, kot da bi bil lahko po cel tedenski, ker zdaj imamo že več 20 let, pa po mojem več kot 3-4 noči nisem prespal dol skupaj, se reče. Jasno. Ker se me dol, da sem dol tudi velike projekte imel in se zelo domačega počutim, pa zelo lahko odklopim. To sem že naštudiral, čez drugi tunel pridem, je, ka bi stikalo preklopil, ampak to res funkcionira, tako da te pa seveda v okviru teh domačih, pa tudi v domačem okolju, ker jaz za obeno ceno ne tega okolja, kjer živim, ga ne menjal, se zelo fajn počutim in se mi zdi, da lahko še skupaj tako za dobro počutje, pa za neko urejenost, neko kvaliteto življenja lahko veliko skupaj naredimo. Čestitam. Imata še eno misel za konc, en stavek, en nasvet vsem, ki nas poslušajo. Kaj bi bil vajen zaključni stavek, zaključna misel, neka spodbuda mogoče nekomu, ki bi rad nekaj ustvaril, karkoli si želite sporočiti? No, jaz zagotovo lahko rečem, brez da, ker moč pozitivnega mišljenja in tega še nekaj narediti, te da mora v benem primeru nikjer in nikdar ustaviti. Vidiš, kako ti je pustil zadnjo besedo. Ja, vse to. Če ješ med parkišmer, je tako. Ja, že veš, kako lepo ti je pustil. Ja, sej. Ne bom komentirala, ja, v redu. Ja,
biti, bom rekla, iskren, pošten, zanesljiv, dajati ljudem oporo, podporo in verjamem, da jo potem tudi dobiš nazaj, ko jo potrebuješ, no? Ali pa ko jo rabiš, ali pa ko pride čas za to. In jaz moram reči, da sem to dajala v službi, vedno dajala podporo, priznanje in tako, in tudi to v obilju prejela. In se mi zdi, da tudi doma je temu tako. Tako da sem vesela, da je temu tako. Bravo. Ivan, Joži, hvala, ker sta bila z mano, z nami in še veliko uspehov in čudovitih projektov ter obiskov raznih krajev, kot je Grenlandija, želim. Hvala tebi, pa tudi še naprej to tvoje poslanstvo pelje, ker delaš s tem tudi veliko dobrega in koristnega. Resnično. Včasih sem bila, toliko si bil pozitiven, toliko si izžareval, ampak premakneš po moje čisto vse. In dejansko res svojo energijo res premikaš. In velikokrat se spomnava na te in vidiva tvoje sledi tudi v najnih dejanjih in mislih in ti iskrena hvala. Sem še jaz ganjen. Hvala lepa. Na zdravje. Hvala lepa, ja. Na zdravje. Tudi čez vodo, veš, mislite, iz voda na zraven, čez zdravilna. Na zdravje. Ja, res. Hvala. Ja, ta nima 30 stopinj kot vaša, ne? Uno vodo lahko pijeste vašo? Ja. Vsak dan jo po več hektolitrov od blizu in daleč odpeljejo. To je naravni izvir, tam ta už metrov stane teram. In tam so zmeri avti stojijo, čakajo. Tako da še mi več, praviloma stojiš v vrsti, da točiš. Bravo. Sponzor tega podcasta oziroma podcasta je Mastermind Akademija. Vabljeni, da všečkate, delite, komentirate vsebine, ki jih objavljamo. In ko se vidimo na delavnicah v živo, bom vesel, če mi boste rekli, da ste spremljali ta današnji podcast in kakšen se vam je zdel.